Dober dan, Belgija. To posledica prihoda migrantov v Evropo? Najbrž, ja. Aha, najbrž. To je delovna teorija, ki se pojavlja. To je delovna teorija, ja. To je zanimivo, ne. To je res zanimivo, zaradi tega, ker bolj ne more biti neres kot to, ne. Salam, ko se že piše, ne vem, zdaj ne znam izgovoriti, ki so ga aretirali v petek, prejšnji petek, se pravi pred 6 dnevi. Ta fant je rojen v Bruslju, ima pa francosko državljanstvo, starša sta Maročana in onadva sta v Alžiriji dobila francosko državljanstvo, ker po logiki kolonij in tega. Ne. Ja. In potem, ko se je on rodil, avtomatično tudi Salam dobil francosko državljanstvo. Se pravi, on je popolnoma originalni Evropejc, ne, v tem smislu, ne, rojen v Bruslju in to v tem, ne vem, če se temu reče geto, ne, predmestju, kjer pa je v bistvu struktura prebivalstva delovsko-imigrantska, ne, a veš. In potem po pričevanju tega, kar je njegova punca povedala, je bil popolnoma normalen predmestni ali pa mestni zmazek, ne, to se pravi, pohal je, ne, travco, ne, veseljačuje, len je bil v šoli, šola ga preveč ni zanimala, je pa hodil normalno v šolo. Po čem se potem razlikuje od povprečnega ljubljanskega mulca? To je poanta. Poanta je to, da je on šele, mislim, da leta 2010-11, ne, ko je imel službo in sicer bil je zaposlen kot mehanik pri železnicah, ali pa podzemski železnici, ne vem točno. Je začel manjkati, ne, to se pravi, tam je v službo ni redno hodil, pa ni bilo in tako naprej so ga zabrisali iz službe. In potem je začel malo preprodajati mamila, pa mali kriminal in vse te zadeve in so ga zaprli. Potem so ga spustili leta 2011, je odprl nek kafič tam v tistem svojem predmestju, ki je bil pa v bistvu bolj kot ne beznica, se noter nabirali te mulci, ki so spet pohali, pa pretepali so se, pa muziko so na glas poslušali, pa punce lovili in 9 dni, mislim, da pred napadi v Parizu, kjer je bil ta Salam globoko udeležen, so policisti ta kafič zaprli zaradi preprodaje droge. Pred tem se je pa spopratelil z nekim prijateljem, ki pa je bil v Siriji, on pa sploh v Siriji ni bil. Nikoli ni bil, brade ni nosil, nikoli, mislim, ne vem, sploh muslimanske vere, ne vem, če je on kaj dosti registriral, v molilnici menda ni hodil, ni bil in tako naprej. Skratka, nič od tega, kar bi... Da, mislim, islam pa pohanje, to ni nekaj, kar bi prav zelo v dobri Rimi bilo, ne? On je pa video igrice je baje rad igral, skratka, on je izdelek zahoda, ne vzhoda, ne, ali pa bolj je izdelek logike, lej, dajva takole karte na mizo položiti, s čim imamo mi upravka pri teh fantih, ne. Mi imamo upravka z klasičnimi evropskimi sociopati, ne, ki so rabili samo v bistvu nek trigger, zdaj ISIS jim je prav prišel za to, da so pač sprocesirali. To zdaj govoriš, ne, slovenske varnostne obveščevalne strukture, ne, so registrirale nekaj ljudi iz Republike Slovenije, ki so v kontaktih, ki so šli via Sirija in tako naprej. Tisto, kar zbode v oči, ne, pri portretih teh oseb, ne, je, da so njihovi priimki in imena strahovito tipično slovenska imena. Kar pač pomeni, da gre za ljudi, ki iščejo bojišče, ne glede na to, veš. Kriza identitete, potem pa pride neka ponudba zelo močne identitete. Mislim, ampak tako, veš, mislim, najprej, ne, na prvem mestu, veš, omenjaš sociopatsko naturo, ne. Sociopatsko naravo, ne, neko možnost, ne, lej, ne, bojišče je na drugi strani morja. Ja. Zakaj pa ne, ne? Ti sem prepričan gledal film Stanleya Kubricka Peklenska pomaranča. Ne, ga pa nisem. Daj ga, ker je res dober. V ozadju tega filma pa ne govoril okoli, da ga nisem gledal. Ja, prav, nobeno ne bom povedal. Pa novela, pač istoimenska Peklenska pomaranča, avtorja, ki sem jaz bral, ko sem bil mlad,
avtor je pa Anthony, zdaj pa ne vem, kako se reče, Borgus, whatever, angleški pisatelj, ne, novelist, ne. Govori pa v angleški družbi o eni taki normalni katoliški, ne navadno z Anglijo, ampak katoliški familiji, v kateri so živi z dolgočasen mulci in pa v okolju z dolgočasenih mulcev, ki ne odstopajo v ničemer od ničesar v tistem času. So v nekem bloku, v nekem stanovanju dolgočasnih staršev, skratka. Potem se pa na večer v družbi enako z dolgočasenih mulcev začne dogajati to, kar se je temu Salamu začelo dogajati. Začnejo pohati, začnejo to, ono, tretje in postanejo in se izkaže potem, da imajo noter popolnoma sociopatske nastavke. Nobene empatije do drugih, nobenega občutka za trpljenje drugega, za obžalovanje česa, kar je naredil in tako naprej. Potem so ga dali naprej vzgojo. Ampak frekvenca teh ljudi je to, da nagovarjajo frekvenco, z to frekvenco nagovarjajo ljudi enake frekvence, ne. Tisto, kar je zelo zanimivo v odzivih v Sloveniji, ne, pri nekaterih strankah, pri nekaterih politikih in pri nekaterih ljudeh, je to, da so v bistvu takoj izkoristili namesto, normalen človek, takrat, ko se zgodi nekaj tako tragičnega, kot je, ne vem, toliko in toliko mrtvih, 30 mrtvih, 100 ranjenih, neke bombe padajo in tako naprej. To ni normalno stanje, to je vojno stanje na nek način. Kaj človek takrat naredi, ko se mu nekaj takega zgodi? Jeza je siguren prva reakcija, jeza ali pa občutek nesigurnosti, ampak takoj druga reakcija je žalovanje, ne. Žalovanje pa zaradi tega, ker se dogaja nekaj, kar se ne bi smelo dogajati, kar je popolnoma nesmiselno. Se pravi, prepoznava nesmiselnosti in globoko preizpraševanje, kaj v resnici je šlo narobe. Dajmo se vprašati, kaj je narobe, kaj bomo naredili, ne. Občutek za to, da žaluješ, in zato so pravilne reakcije ljudi, ki izrazijo zaskrbljenost, ki obžalujejo, potem pa žalujejo, rečejo 3 dni žalovanja, spustimo zastave na pol droga, to so pravilne reakcije, ne. Imaš pa sociopatske reakcije, ki niti ne trznejo z ničemer, ne z očesom, ne z ušesom in preprosto obrnejo samo v jezo, spet sledi poziv k orožju in pa določitev vzroka, kužnega subjekta. To je pa zdaj dokaz, ker nismo še več žiletk dali na meje, ker nismo meje zaprli še bolj, zato, ker zdaj moramo pa poskrbeti, da niti en begunc ne bo več čez prišel in tako naprej, ne. No, to so pa po mojem mnenju sociopatske reakcije. Ampak to je potem sociopatska reakcija na sociopatsko dejanje. Oziroma je to valenca sociopatije v zelo labilnem družbenem okolju, ki nam ga ponuja tale čas. Okay, kaj pa je razlog za labilnost okolja? Ne? Razlog je pa točno to, kar se že dolga mesece pogovarjava, da smo v letu 38. Razlog je preprosto v tem, ne, da se organizira nek govor, ki je posledica nekih dogodkov, ki so zelo podobni tistih, ki so pripeljali v drugo svetovno vojno. To se pravi, mi smo v nekem socialnem okolju, v katerem se množi sovraštvo, v katerem je bila deloma seveda brezposelnost, deloma strahovi pred tem, kaj se bo pa zgodilo, potem so prišli vojna v Siriji, na Bližnjem vzhodu, mi smo za neko zelo trpežno dolgotrajno ekonomsko krizo, smo v krizi identitete, recimo v Sloveniji smo definitivno v veliki krizi identitete, velike zgodbe so se izčrpale, ne. Nove zgodbe niso čist jasne, a ne. Mladina ne dobiva pravih služb, sprašuje se, kako bomo stanovanje kupili, sprašuje se, kako bomo sploh familijo lahko gor postavili, glede na včasih ste imeli pa socializem, ki smo ga zdaj vsi morali nekako obsoditi, pa so vsi imeli stanovanja, pa so vsi imeli službe. Razlogov za frustracijo, kakor češ. Tako je. Bral tekst, ki se referira na klasika preučevanja psihopatov ali pa sociopatov. Zdaj, gre bolj manj za sorodno oznako, soroden fenomen. Kar je pri tem klasičnem tekstu zanimivo, je vprašanje, ki si ga kanadski raziskovalec sam zastavlja. On je psihopate raziskoval v kanadskih zaporih. To je začel v 70-ih letih delati. Ne? Po nekaj desetletjih se je samokritično vprašal, a je polje raziskovanja bilo pravilno. In si odgovoril, da če bi se ponovno loteval, bi sociopate, psihopate raziskoval rajš na borzi. Dobar, potem je nekoliko korigiral,
ne, in je postregel pač statistikami, ne, ki pravijo pač, okay, ne, zaporniška populacija ima 8, 7, 5% sociopatov, ne, medtem ko populacija top biznis izvršnih močnih playerjev pa nekoliko manj, ne, ampak še vedno, ne, imamo neko zgodbo, ne, ki kaže pravzaprav, da če si sociopat, imaš v tem ekonomskem kontekstu, ne, v katerem smo, pa v resnici tudi možnost, da preživiš kar dober in kot ugleden lik, ne, na borznem terenu, v biznisu, pravi, empatije ti ni treba vključiti, odsotnost empatije je celo nekaj, kar je zaželeno, ne, ker je vrlina, ne, megalomanija, megalomanski cilji takisto, ne, sociopat, ne, ni klinična diagnoza, ne, pri kateri bi rekel, treba je izolirati virus ta pa ta ali pa bakterijo to pa to, pač pa gre za neko kompozitno oznako, sestavljeno iz nekih 25 različnih kazalcev, ne. Tisto, kar je zanimivo, ne, je to, da je agresivni kapitalizem precej naravno okolje za uspešne sociopate. Zelo res in obratno, producira tudi v svoji reakciji enako valenco tisti, ki se zoperstavljajo, ne, nečemu z velikimi parolami, se tako je ja fašizem v bistvu nastajal, ne, kot recimo v Nemčiji kot nacionalsocializem ali kakorkoli že. In tisto, kar ne bom rekel, da je novo spoznanje, ampak na novo udarja kot spoznanje v Sloveniji, je to, da se mi v bistvu namesto z razvojem države ali pa z, če hočeš, tudi z kalibriranjem identitete naše države, pravzaprav ukvarjamo z stalno reakcijo pravzaprav na več ali manj eno osebnost ali pa na nekaj patološkega, kar se danes imenuje desnica, ne. To je nenormalno. In zdaj, ampak ne bi jaz zdaj projiciral desnice kot edinega problema, ne. Pravo vprašanje za Salama, recimo, ne, dobro, pod pojmom desnico zadevo lahko usredičimo na eno osebo, ki je zdajle nalaž ne bom izrekel, ne. Ampak pod pojmom Salama, ne, pravzaprav ni problem samo to, da on je, kakršen je, ampak je problem okoliščine, ki so ga omogočile, ustvarile in celo konstelacijo teh mulcev, ki so se na koncu smrtno resno organizirali v pohod smrti, ne. Ker ta dva, zdaj, zakaj sta ta dva brata in tretji, ki je še vedno ubežnik, vsaj v trenutku, ko midva to govoriva, ne, so sprožili zdaj te bombe, ne, zakaj, ne. Ena od najbolj verjetnih, in jaz si verjamem, razlag, ne, je ta, da je Salam bodisi zelo začivkal, ali pa se je nekdo zlagal, da je začivkal, ne. Saj vem to, da je on in advokat sta oba dva par dni nazaj protestirala, ko so šli preiskovalci v javnost, češ, da je izredno zgovoren in da je zlatega denarja vreden. To je lahko tudi velika manipulacija, lahko je pa tudi res, verjetno je celo res, ne. In zdajšnja interpretacija je, da so se njegovi prijatelji ustrašili in so rekli, preden nas pridejo aretirati, naredimo še poslednjo škodo, ne, in naredimo tisto, kar smo itak mislili ali pa smo v neki bližnji prihodnosti imeli v načrtu. To se pravi, da je v bistvu zgovornost teh organov povzročila to tragedijo zdajšnjo, ne. Ampak to ni glaven problem. Glaven problem je to, kaj je tisto, kar v naši zahodni družbi omogoča to sociopatijo. To pa je pravo vprašanje. In v Sloveniji isto. V čem je naša demokracija tako grozno šibka? V čem je ta naša družba, zdaj govorim na politični ravni, v čem je naša družba tako zelo šibka, da se stalno ukvarjamo za neko deviacijo, za nekim odklonom in ga imamo za veljavnega, mogoče celo edino veljavnega, ali pa da svojo veljavnost demokratično lahko črpamo samo v razmerju do tega, ne. To je pravo vprašanje, ne. To se pravi, mi smo kot država očitno nastajali s figo v žepu, ne. V vseh ozirih in pri protagonistih in pri tistih, ki so se delali, da sodelujejo, pa jim to niti ni bilo všeč, da je nastala, recimo. Skratka, nekaj je tukaj narobe. To se mi zdi ključno, ne. Zakaj se ti zdi problem zakaj zastavljaš vprašanje države?
Zato, ker mi smo, dajmo karte na mizo, ne? Mi nismo protagonisti, mi dva nisva protagonista politika, mi dva nisva niti politika, niti protagonista politika, niti nisva zavezana politiki lojalni govorici. Mi da sva predstavnika civilne družbe in civilna družba in to, kar mi pač kot novinari počnemo, mi moramo posoditi glas javnosti, ki pa ima pravico in interes do ustavnosti. To je zdaj preambula tega, kar govorim, ne? Kar mislim tudi povedati. In jaz osebno mislim, da je bila Slovenija spočeta iz enega velikega izvirnega greha, ki se reče trgovina z orožjem. Jaz mislim, da ima o tem Šurc prav. Ne? In to je nerazčiščeno poglavje, ki je v bistvu pramati ali pa praoče vseh zamolčanih drugih zgodb, zato nekaj globoko nerazčiščenega in iz tega ven prihaja praktično vsa geometrija družbenih konfliktov, ki jih pa nekako bodisi ne razčistimo, bodisi nočemo razčistiti, bodisi se branimo pred neko tako močno umazanijo v lažnem upanju, da se nas ne bo prijela. Ne? Recimo če vzamemo samo na primer nacionalno televizijo, ne, ki je gnila od gor do dol. Ne. Noter imaš pa ti novinarje in novinarke, ki tudi če gledajo krivice drugih ali pa če gledajo koga potamanijo ali kakorkoli, več ali manj molčijo, se delajo, da se njih ne tiče. Ampak se pa zgodi. Ne. In to, kar je recimo zdaj predsednik SDS naredil z dvema novinarkama, ne, da jih je v tweetu, to je zdaj pač splošni škandal, razglasil za kurbi. Ne. In šlo ceno določil po 30 in 35 evrov. Ne. Ja. To je nekaj, kar se pa res ne bi smelo zgoditi nekaznovano. Mislim, družba bi morala tega politika izločiti, dobesedno. Ne moreš v družbi, zlasti nekdo, ki je bil dvakrat premier, ki je bil nekajkrat minister, ki je privatiziral osamosvojitvena gibanja, zato, se pravi, ne bi na ta način tudi simboliziral državo in pa diskontinuiteto za nekim režimom in vzpostavitev demokracije, mislim, mi je zelo žal, ne. A veš, in kaj naredi nacionalna televizija, to vzame kot prasko, ne, kot ni lepo, ne. Protestiramo. Ja, protestiramo tako, ampak z očmi že gledamo v nekem drugem, skratka, v očeh ni pravega žara, ne, protestnega in tako, ne. Protestiramo. Protestiramo pač, ja, pa zazehamo zraven, ko protestiramo in tako, ne. Protestiramo. Ja, to je, a veš, in vlak gre naprej, karavana gre dalje, psi lajajo, ne, sistem, ne, a veš. Ampak smo protestirali. Smo protestirali, imamo zabeležen, zapisniku je, ne. Ja. Vse, ne, a veš. In ta alibičnost, recimo vzgoja, šolstvo, vzgoja in vse te stvari, ki so tako pomembna stvar, recimo, če bi francoska in pa zlasti zdaj v tem primeru belgijska družba, ne, postavila strategijo svojega državljanstva, ne, v koncepti prave integracije, ne, že staršev od teh, ki so potem postali državljani Belgije, državljani Francije, tako kot Salam, ne, potem oni ne bi imeli občutka, da so getoizirani, bi imeli občutek zelo močne identitete, pripadnosti države in tako naprej. In recimo neke družbe, kot so recimo Švica ali pa Nemčija, so zelo pazile na to, koga so sprejele. Zakaj pa v Nemčiji ta integracija uspela? Zato je uspela, ker so naredili policentrično, niso getoizirali skupin. In tudi razslojevali jih niso. Oni so jih integrirali na principu enakopravnosti in pa seveda tudi možnosti, da se lahko po družbeni lestvici vzpenja, kolikor bo priden, kolikor bo sposoben, kolikor bo v to vložil. Ampak enako kot vsi drugi, ne. Tako, jaz sem, veš, pri nekdanjih imperialnih velesilah, ne, in Belgija in Francija to sta, ne. Tako je. Veš, da je prišlekom, ne, bila pot vertikalna mobilnost navzgor omogočena v primeru, da so dobro igrali fuzbal, ne. Ja. Ne? Pol je pa relativno zelo malo kanalov mobilnosti bilo, za razliko od Nemčije, ne, ki pa te kanale socialnega vzpona, ne, ljudem pa je še nekaj je res, na to me pa v intervjuju opozoril mufti Grabus. Ja. Če bi te države, recimo Francija, so izrazito sekularne države. To se pravi, ločitev cerkev države je že od francoske revolucije zelo strogo mišljena in tudi izvajana, ne. Ampak če bi te družbe, potem ko so zelo resno v roke vzele produkcijo smisla, a ne, se pravi, religija ne more več igrati nadomešča države, ampak je lahko verska institucija, ne. Torej,
če bi verski dostojanstveniki ali pa funkcionarji, kako že to hočeš imenovati, imeli večji vpliv na vernike, ne, muslimanske v tem primeru, ne, bi bilo verjetno ta družba mnogo bolj mirna in strpna, kot je, v trenutku, ko so ti migranti postali prepuščeni sami sebi in pa svoji neki spontani religioznosti, ki se je na koncu koncev zlahka pod vplivom družbenih gibanj spreobrnila, nagnila k fundamentalizmu, ne, k temu socialnemu fundamentalizmu. Ne. Izi tukaj ribari. Ne. Recimo, če vzamemo za primer ne vem, slovenske muslimane, to so izredno strpni, pridni, marljivi ljudje, ne. In tisti primeri na Jesenicah, ki so se nagnili k džihadizmu, ne, jih je muslimanska skupnost izločila že v predkvalifikacijah. Preden da smo mi sploh zvedeli za njih, so bili oni že izločeni, zato ker jih je skupnost sama izločila. Ne. In to se pol ni poudarjalo. Medtem ko v Franciji pa ni tako, tam pa niso, veš, tukaj gre za sarajevsko šolo, v Franciji imaš pa različne šole, iz različnih delov Afrike, iz različnih delov verskih praks in tako naprej, in niso imeli neke skupne ali nekega skupnega imenovalca, na podlagi katerega bi lahko ljudi, ki so izgubljali svojo identiteto in so padali v modernost, v kruto modernost z velikim zaostankom, ne, ki ga lahko nadomestiš samo z rajanjem množic tipa fuzbal. Ne. To si rekel, ko pride Zinedine Zidane, je toliko bolj fleksibilen, sposoben, elastičen in propulziven, tam so vertikalni vzponi na hitrco mogoči. Ali pa tako kot Lionel Messi. Ne. A veš, ko ga vzgojujejo in pol v bistvu iz čiste revščine preleti v visoke denarne območja in k sreči je on pač tak, da ga zanima samo žoga, pa ne pa denar. Ja. Ampak medtem ko pa ta mobilnost, kot si rekel, socialna je pa mnogo težja, tam, ker je treba s kulturnim kapitalom tudi operirati, tam, ker je treba otroke že v nekem šolskem procesu stimulirati k branju, k marljivosti, k prepoznavanju, da so tudi abstraktne stvari potrebne, ne samo vizuelne, konkretne, ena na ena in pa užitek. Ne. In zato tukaj bi pa dejansko morala javna šola svoje opraviti in očitno ni. Ne. A veš, ali pa so zasebne šole, jaz ne vem, dobile neko prednost. To je še en dokaz, kako pomembne so javne sfere, ne, javno šolstvo, zdravstvo in te stvari. Ne. Evropa, če bo hotela razmišljati o tem, kako se nazaj vzpostaviti, se bo morala točno na ta izhodišča vrniti, se mi zdi. Ne. Slovenija pa se zavez, da teh izhodišč ne sme zapustiti, saj tega, kar še ima in neke stvari še funkcionirajo, na nekih dobrih vrednotah se mi zdi, da bi se bolj treba zavesti, da tega pa ne smemo dati. Ne. Naj bo to najina današnja končna poanta. Drži.